Šola se je končala in otroci so začeli zaslužene počitnice. Da bi pa te bile brezhibne, je tudi letos organizirana dobrodelna akcija zbiranja šolskih potrebščin Podari zvezek. V sklopu tega so v prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota organizirali novinarsko konferenco, na kateri so predstavili potek celotne akcije. Na konferenci so sodelovali Matejka Horvat iz lokalne razvojne fundacije za Pomurje, ki je tudi koordinator akcije, Alen Lončar iz kluba prekmurskih študentov, Aron Krajačič iz kluba študentov Lendava, Leja Cipot iz zavoda Korak naprej Murska Sobota, Sonja Šavelj iz društva Mozaik in Edita Predan iz zavoda Vitica Gornja Radgona. Z akcijo zbirajo šolske potrebščine za otroke iz socialno ogroženih družin v Pomurju, želijo pa, da se jim pridruži čim več posameznikov, podjetij in organizacij. Letos poteka dobrodelna akcija Podari zvezek že 7. leto zapored pod našim koordinatorstvom in sama ideja o akciji je prišla v bistvu z strani dobrodelnega društva Pomagajmo odprtih src. Kot veste, v naši regiji lokalna razvojna fundacija za Pomurje deluje kot regijsko stičišče nevladnih organizacij in smo nekako znani v okolju kot podporna organizacija, kot organizacija, ki pomaga društvom in drugim nevladnim organizacijam. In takrat so prišli iz tega društva do nas nekako s prošnjo, če jim lahko pomagamo pri izvedbi te akcije, ki je sprva potekala čisto v njihovem domačem lokalnem okolju in so imeli seveda malo število članov, ki bi lahko uspešno izvajali to akcijo. Tako smo nekako pristopili, seveda takoj smo bili za, tudi za nas je bilo to prvič, da smo se lotili neke dobrodelne akcije, ampak se mi zdi, da kadar je nek dober namen v ozadju, da nam ni bil problem pomagati. Nekako od takrat naprej je naša vloga predvsem pomoč pri promociji, pri komuniciranju z mediji, novinarji, z donatorji, predvsem pa seveda z različnimi organizacijami, tako nevladnimi kot pa javnimi in pa seveda podjetji. Vsaka akcija se začne nekako približno ob koncu šolskega leta, se pravi v času počitnic. Najprej tako, da vzpostavimo mrežo zbirnih točk, poskušamo res biti čim bolj razširjeni po celi regiji, tako da lahko pridemo čim bliže vsakemu v svoje okolje. Zdaj, kar se tiče dobrodelnega društva Pomagajmo odprtih src, njihova vloga je pa predvsem to delo na terenu. Skratka, oni so tisti, ki komunicirajo z šolami, z centri za socialno delo, ki potem tudi oblikujejo ta seznam prejemnikov šolskih potrebščin in so potem na koncu tudi odgovorni za razdeljevanje in pa pač za raznos teh šolskih potrebščin. Seveda namen naše dobrodelne akcije je najprej zbrati čim več šolskih potrebščin, da lahko potem pomagamo čim večjim družinam iz Pomurja. Druga pomembna vloga te akcije je pa predvsem, da se povežemo med seboj, kot sem že prej rekla, različne organizacije, institucije in da vsak nekako prispeva tisti majhen košček ali pa majhen delček tistega, kar lahko, da potem nekako pridemo na koncu do skupnih rezultatov ali pa skupnega dobrega v našem okolju. V lanskem letu smo razdelili nekje 257 šolskih paketov, torej različnim otrokom v Pomurju in zbrali 1347 evrov finančnih donacij. Vsa poročila za prejšnje akcije lahko tudi najdete na naši spletni strani. Naša naloga je tudi seveda, da skrbimo za transparentnost akcije, kajti zdi se nam, da je seveda to tisto ključno, kar je pri tovrstnih dobrodelnih akcijah tudi pomembno za grajenje medsebojnega zaupanja. Donacije lahko oddate na različnih zbirnih točkah. Zbirne točke v Murski Soboti so Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, BTC City Murska Sobota,
Hipermarket Špar Černelavci, Hiše Sadeži družbe Murska Sobota, Mozaik, Zavod Korak naprej Murska Sobota, Društvo kreativne mladine, Ris dvorec Rakičan in dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src Bakovci. Zbirne točke so še v Lendavi, poslovalnica Telemaha, Kulturni center, Zveza kulturnih društev Lendava, tudi v Ljutomeru je možno dati svojo donacijo v Mladinskem svetu Ljutomer, v Radencih knjigarna in papirnica Radenci, na Goričkem TNC Peter Lovk in ZTKP Goričko, v Martjancih lokalna razvojna fundacija za Pomurje, Gornji Radgoni zavod Vitica, Črenšovcih prostori občine, Dobrovniku na občini in Renkavcih društvo SI Energija, se pa seznam tudi podaljšuje. Možne so torej tudi finančne donacije. Več informacij o akciji, ki se odvija vse do 15. avgusta, najdete med drugim na spletnih straneh organizacije Lokalna razvojna fundacija za Pomurje in na njihovem Facebooku Podari zvezek. In kaj lahko poleg zvezkov še donirate? Naša akcija se imenuje Podari zvezek, seveda pa ne zbiramo samo zvezke. Čeprav ne boste verjeli, čisto vsako leto nam črtastih zvezkov vedno zmanjka, kljub temu, da se jih zbere največ. Zbiramo tudi pisalni pribor, likovni material, kolaž papirje, čopiče, lepila, zvezke, mape, tehnični in geometrijski pribor, šolske torbe, nahrbtnike, torbe za copate, šolske copate, peresnice, kalkulatorje in tako naprej. Skratka, vse, kar otroci v šoli potrebujejo. Kako lahko posamezniki ali pa organizacije sodelujejo v akciji? Prvo seveda kot zbirne točke, se pravi, ali so to trgovine, ali so to kakšna društva, ali knjižnice, muzeji, v končni fazi, kdorkoli ima recimo odprte prostore, lahko postane zbirna točka. Potem seveda lahko organizacije ali posamezniki organizirajo zbirne akcije. Za tak način se odločajo predvsem društva, ki mogoče potem to dobrodelno akcijo povežejo tudi že s kakšnimi njihovimi drugimi tradicionalnimi dogodki. Zelo spodbujamo tudi dobrodelnost oziroma družbeno odgovornost znotraj podjetij oziroma drugih organizacij in vsako leto se nam kakšno podjetje pridruži tudi na način, da se recimo organizirajo zbirno akcijo znotraj svojega podjetja ali pa med zaposlenimi spodbujajo finančno doniranje. Seveda vsak nam lahko pomaga tudi s promocijo na družbenih omrežjih, seveda tudi vi, novinarji, mediji. Vsake objave smo res neskončno veseli, kajti nimamo nekih finančnih sredstev, s katerimi bi si lahko privoščili promocijo in z tega vidika je seveda ta hvaležnost do vas še veliko večja. Seveda lahko sodelujejo tudi tako, da donirajo šolske potrebščine, torej na zbirnih točkah in pa finančne donacije z nakazilom preko spletne oziroma mobilne banke z skeniranjem QR kode. Zdaj, finančne donacije nam seveda na koncu akcije pomagajo, da dokupimo tiste šolske potrebščine, ki se tekom zbiranja zberejo v manjši meri. To so ponavadi mogoče kakšne dražje stvari, kakšna šestila, kalkulatorji, peresnice in tako naprej. Meni se zdi prav in tudi sprejemamo kot odgovornost, da se udeležimo akcije, kjer lahko pomagamo, ker se nam zdi pri klubu prekmurskih študentov, da je dostop do šolskih potrebščin dejansko pravica vsakega šoloobveznega otroka in zato jim to poskušamo tudi z našo udeležbo omogočiti. V akcijo smo se začeli vključevati najprej zgolj kot zbirna točka, kjer med petkom in soboto, med našimi uradnimi urami, ponudimo prostore, kamor lahko osebe pridejo in prinesejo vse te šolske potrebščine. Potem, ko smo pa videli to veliko dodano vrednost, smo pa začeli tudi umeščati Podari zvezek kot naš vsakoletni projekt, kamor namenimo tudi sredstva in omogočimo nakup malo večjega zalogaja potrebščin, ki jih potem namenimo v akcijo. In naša želja je tudi, da vsem otrokom, ki jim mogoče te šolske potrebščine vsako leto
omogočimo, da pridejo tudi enkrat v študentske vode in bodo vpeti tudi v delovanje znotraj študentskih klubov. Čedalje več je povpraševanja po ne samo oblačilih in opremi, tudi po šolskih potrebščinah in vse, kar pač otroci rabijo v času šolanja in ne samo osnovnošolskega šolanja, ne. Še verjetno večja potreba, da pridejo do srednje šole in nato naprej v študentske vode. Mi kot prostor, kamor ljudje prihajajo z vsemi mogočimi vprašanji, predvsem tisti, ki so v stiski, pa ne samo tisti, ki so v stiski, hvala Bogu, ne. Probamo pomagati po vseh kanalih, preko katerih pač to uspemo. Dostikrat je zaželjeno tudi, pa se trudimo, da se probamo povezati tudi z drugimi organizacijami, društvi, da lahko potem našo pomoč prejme čim več udeležencev. Je pa včasih zelo hecno, ko se pridružimo kakšni akciji, ne, niti ne uspemo pripeljati stvari do konca, ker se že med samo akcijo, ne, nas ljudje prosijo, a lahko vzamemo, rabimo, seveda, ne, komot. Tako da, jaz bi bila zelo vesela, pa sem zelo vesela, ne, ko se drugi deležniki, druge organizacije pridejo do nas, nam pomagajo in potem lahko čim več stvari damo naprej, že pred zaključkom, super. Dosti ljudi se dejansko obrne tudi na nas na način, da želijo pomagati, tako da imamo tudi to široko mrežo dobrotnikov oziroma ljudi, ki so pripravljeni karkoli spremeniti. In ta akcija, recimo Podari zvezek, je res, mislim, z neko malo donacijo oziroma z malim prispevkom lahko zelo dosti stvari spremenimo in zato se tudi priključujemo takim akcijam. Mi smo še čisto sveži pri vas, ampak to ne pomeni, da nas ne bo v bodoče zraven. Tako da seveda tudi naš zavod Vitica ima x akcij in seveda x projektov, kjer se zelo radi vključujemo. Konec koncev smo socialno podjetje, imamo tako center za otroke in mladostnike, po novem dnevni center, pa potem tudi dnevni center za ljudi s težavami v duševnem zdravju, svojo šivalnico in enko drugih projektov, kar pomeni, da se nam ljudje spet mešajo. In z velikim veseljem bomo seveda pristopili tudi k vaši akciji. Zakaj? Zaradi tega, ker tudi pri nas, čeprav smo mali in mogoče na videz ne izgledamo veliki, imamo pa veliko srce in okoli sebe tudi ogromno ljudi z velikim srcem. Zato je škatlica že pripravljena pri nas na Trgu Svobode 1, kjer bomo torej od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro zbirali vse šolske potrebščine in konec koncev, glede na to, da smo letos začeli tudi z dnevnim centrom za otroke in mladostnike, mislim, da to je ena krasna popotnica tudi za otroke in mladostnike, da bodo lahko prinesli zvezek, da bodo lahko prinesli šolske potrebščine in tako pomagali tudi konec koncev svojim vrstnikom. Tako da nekje je treba začeti in mi smo letos z vami prvič, pa zagotovo ne zadnjič. Ja, točno to je namen te akcije, da zagotovimo brezskrbne počitnice za vse otroke in starše. Hvala vsem.